Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Četrtkovo jutro, samo eno, še pa petek. Pa res, pa konec prvega delovnega tedna v maju. Yeah. Ja, in kaj bo pol? Drugi teden v maju. Veš, kaj bo po drugem tednu v maju? Tretji teden v maju. Vrejo tako, Jeger? Odlična. To je bil ta štos, kaj si ti nor. Danes zjutraj smo med drugim imeli zelo zanimiv pogovor z inštruktorjem varne vožnje AMZS-a o tem, kako prišparati, ker roko na srce vprašanje, kdaj bo spet gorivo po normalni ceni. Spet je tu seveda vprašanje, kaj sploh je normalno, ampak pustimo zdaj. Torej, to je samo ena od stvari, pa eno zanimivo igrico smo se šli tudi s poslušalci, in sicer, če bi otroka poimenovali po kraju, kjer se je vse skupaj začelo za vas in vašo boljšo polovico, kak bi bilo. Ker zanimivo, ne? Ja, Tine je ker zmagal s hipodromom, ne? Ja. Pa Lombarda je bila, pa... Pa tudi dobili smo še zdaj ene par SMS-ov, moram povedati, da je tudi moj oček pisal. Res? Ja, Kdo je pisal? Astoria. Ti bi bil Astoria, Jeger? Zgleda. Torej, moj starejši brat, verjetno, ne. Ja ne, se hčerka, ne, če je Astoria. Daj ugasni to dol. No, pa malo smo Emo podučili tudi na splošno o avtomobilih, Ema, ne? Ja, Vema zdaj, kje je motor, seveda. kje je. Tu. Spredaj. Bravo. Samo ne vem, Po kako večini. izgleda. Bomo šla zdaj, pa bomo gor odprle haubo, pa bomo noč To, kak zgleda, ne rabiš, ne? Ampak ti bo Ana povedala, Bom ti jaz ki ima v bistvu... pokazala. Ja, predsednica avtomehanične sekcije. Tako da, če ste zamudili, prisluhnite našemu podcastu, sicer pa spet jutri zjutraj ob 5:30. Gremo v četrtek, 7. maj, pišemo danes torej. In včeraj je torej bila tekma tekem, kot so jo vsi napovedovali in kot smo vsi pričakovali. Bayern, Paris Saint-Germain, povratna tekma drugega polfinala Lige prvakov, potem ko je bila prva tekma verjetno ena najboljših, zagotovo pa top 3 v zgodovini Lige prvakov. Ja. Tu je, ne vem, v tej kategoriji je mogoče še tisti legendarni finale med Liverpoolom in AC Milanom v Carigradu. Ko pa že moraš malo razmišljati, ne, da prideš. In včerajšnja tekma se je sicer končala z 1-1 in Paris Saint-Germain je napredoval v finale in bo torej imel možnost braniti naslov, ampak vseeno, glede na bedo, ki smo jo gledali dan prej med Arsenalom in Atletikom, je včeraj vseeno bil spet fuzbal. Moram pa spet narediti eno prijavo. Jaz sem tradicionalno pač gledal samo prvi polcajt, ker več ne zdržim. Ja. Ampak včeraj je bil res tak zanimiv fuzbal, da sem bil prav, veš, wow! Zdaj pa še zgleda, bom malo drugega polcajta videl, ni me metalo, ne, ker realno gledano med Arsenalom in Atletikom sem po 14 minutah že bil v mižalu. Hvala lepa, to je to. Sem že cumal, me je v polčasu samo pubec rukno. Pa sem rekel, ali gol je bil, pa sem šel spat. Ampak včeraj pa res mislil, sem pa gledal drugi polcajt in da si ne morem drugače reči, zakaj smo morali gledati studio vmes. Zakaj? Okay. Zato, ker reklame in mislim, da je bil drugi stavek, ko je spet rekel voditelj Bayern, se sam vgasno, se rekel, če zdaj ne grem spat, se bom do te točke razkuro, da sploh ne bom mogel iti spat. Da se boš v Ljubljano peljal in boš vedel. Ne, to ne, ampak kaj imajo s tem Bayernom? Ja, ne vem, ne zna reči Bayern. Meni ni jasno, pa njegov gost, Mišo Brečko, ki je bil, je rekel Bayern, ja, ne, ker je Bayern, ker ni Bayern. Ja. Kaj si ti nor? Jaz ne vem, ampak razkurijo te s tem. Pa niti ne navijam, čeprav včeraj sem simpatiziral z Bayernom, ne, moram reči, da sem, ampak A pa če bi jim pisal, mogoče ne?
Mislim, veš kaj, zdaj, če en more rešiti težavo. Ni, ja, pa ne bo. Če ne, tega boš res vedno imel. ne. Če ne, boš vedno imel, ja. Malo boš biti proaktiven. Veš Zdaj, kaj, kakšne nasvete ti Tako dajemo. težavo pa res rabiš v življenju, drugače brez veze. Ne? Da si ne razmišljal, da bi se prijavil zdaj za umetniškega vodjo drame najraje. Ali nekaj moram narediti tisti moment, ker je pač plac v Mariboru. Ne? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Danes je 7. maj 2026 in jaz nisem mogel verjeti, ko sem to prebral, da je to let minilo, ampak 30 let je, odkar so na sceno stopili oziroma izdali prvi album Backstreet Boys. I want Ja. it that way. Počasi. Hey, Ok. Res je bilo veliko teh hitov. Ne? Recimo, yeah. Naj samo povem, pred 30 leti je to bilo kar. Ja, se pa še zdaj tudi. Zdaj je. Ne, Kupeci so- ni bilo tako. Ponovi. Z mojega zornega kota je takrat bilo, to je neki lepi fanti, glej. Šminkere. Le kako lepo vsi enako sinhrono pleše, kaj je to je. Ali pa ko so zapeli. In pa seveda. Kako smata oba dva takoj koreografija. Takoj, ne? Ali pa. Kar otroške pesmice so. Pa kaj je s tabo? Kakšne otroške? In pa seveda. O, 30 let. Zanimivo recimo, da so oni v bistvu bili najprej popularni v Evropi, oziroma če smo natančni v Nemčiji, Ja. preden so doma v Ameriki pa globalno šli. Ja. Njih so v Nemčiji praktično najprej pograbili in bili so recimo tudi, zdaj odkot njihovo ime, to je v njihovem rodnem mestu, je pač bil ta Backstreet Market, kjer so se zbirali mladi. Kaj je smešno? nič pomislila sem, da se je mesto imenovalo. Backstreet. Tako, ja. Tako in oni so bili od tam, pa so rekli, da pa bomo Backstreet Boys. Ne? Pardon. To bi bilo dobro, ne? Ja, tako da bi. Ne, bili so tudi, vseeno so najbolj oziroma najuspešnejši boy band v zgodovini, kar se prodaja albumov tiče. Ne, in zanimivo, da ko so se formirali, je AJ McLean imel enega soseda, ki mu je bilo ime Ryan Gosling. Res? Daj nehaj. Ki je takrat na Floridi snemal za Disney, ne? Ja. In so pač na Floridi tam sta skupaj živela in je povabil Ryana Goslinga, da bi prepeval, oziroma da bi postal član Backstreet Boysov. Pa rekel Ampak mi. je Ryan rekel, meni se zdi, da je čas Backstreet Boysov malo mimo. Ja. Oziroma boy bandov, pardon, ker Backstreet Boysov takrat še le nastajali. Ne? Ja, in pol so postali ful popularni, pol pa je hotel priti nazaj, samo mu več niso dvignili telefona. No zdaj je Ryan Gosling seveda, ne ima Mu je tudi Oscarja. ratalo, ja. Oja, pa kak. Bili so tudi prvi boy band, ki je nastopil v tej, bom rekel, zdaj že po svoje legendarni, no zagotovo pa dvorani, ki je najbolj posebna na svetu, v sferi. Ja, noro. Svega so in ne na zadnje dvakrat razprodali celi šladming. Pa daj, kak je si, no, da Naši si to tako rekel, openingu. kot da je, joj, ampak Ja, pač so zbrali to prizorišče. 30 let. 30 let. Zdaj so fantje še vedno precej, mislim, fantje, moški zdaj Fantje. še vedno precej poskočni na odru. Ne? Zdaj so Bravo. starejši od mene. So, tako Ne, da, kot je s tobo, tako ja. da ja, fantje, ja. Niso. Kok ne, Ja, ni, ja, vsi ne. kak vsi ne, Ja, tam 45, 48 No. je poprečno. tu smo mi ne. Škaj, A ja, hočem okej, reči, no, razumem, kaj se a. zdaj, ko si enkrat 50, se dol za okrožje. Joj. Tako vprašanje. Pardon. Tako da ja, okay, 30 let so tu, te pa dajmo, če ste Te že pa tako dajmo. tak lepo začela. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay, gremo se eno igrico. Gremo se eno igrico, ki se lahko udeležite in bomo veseli, če se boste tudi vi, dragi dame in gospodje, tam zunaj v SMS-ih na 051 220 220. In sicer ni tekma, Jeger, Dobro, ok. ni tekma, ni taka igrica. Ampak
gremo malo pobrskati po svojem spominu in se gremo igro, če bi svojega prvega otroka poimenoval ali poimenovala po mestu, kraju, kakorkoli že, kjer se je zate in za tvojo drago ali dragega vse začelo, kako bi mu bilo ali ji bilo ime. Zdaj samo eno stvar, kako natančno mesto gremo v lokacijo? Ja, tako, ki je primerno za ime. Okay, jaz bom začel. Mojemu prvemu sinu bi potem takem bilo ime Narodni dom Vedlin. Super. Ja? Moj Ja. bi bil Planet Tuš. Ja. Lahko, čakaj, kako se zdaj reče? Ikona? Ja. Ne, takrat je bil Planet Tuš, to je to. Nič z middle Zdaj bi name, bila lahko ima ikona. Ikona lakota. Ja. Wow, cool, ne? Ja, to je kar ne, tak fashion se čuje. Jeger? Čebelarski dom. Kar je izjemno, ne? Čebelarski dom Jeger. Ja. To se sliši. V čebelarskem domu ste Ja. se spoznala? Ja, lepo, ne? Ne. Veš, ko so Imamo v Lovrencu čebelarski dom, tam smo večkrat praznovali, kakšne rojstne dneve, 18, Pri 20. čebelah, tak, ne. Aha, ja. In Ne, pač ne. je. še kaj delavke, pa to tako je tu zadaj, pa trud. Ja, ne. Ja. V redu. Ne, Dobra igrica, igrica, ne. Tako da, prosim, če bi svojega prvega otroka poimenovali po tem, kjer se je vse začelo za vas in vašega partnerja ali partnerko, kako bi mu bilo ime? SMS 051 220 220. Pa dajmo, 6 minut pred pol sedmo je. Dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In danes igramo eno fino igrico. In sicer, če bi svojega najstarejšega ali pa prvega otroka poimenovali po mestu, kjer se je za vas in vašega partnerja ali partnerko začelo, kak bi mu bilo ime? Čebelarski dom Jeger smo ugotovili, tako je. ne? Narodni dom Vedlin pa tako dalje. No, Petra je napisala Badu. Badu. Ja. Ni to neka aplikacija za zmenke, meni se zdi. To sem nekaj videla, reklamo. Čakaj. Ne? Ja, so vseeno. Badu Krajnc. Ja, Ne, ni tako slabo. ne, to je... Monika je poslala SMS na 051 220 220 in napisala štuk. Dobro. Vse to dobro ime. Kaj imaš Štuk. malo ime? Štuk. Kaj delaš Ti to? si štuk, vse bridi. Vsem bridi. Štuk večerja. Štuk pa spravi z okna. Smo dobili še en SMS nepodpisan, kjer piše teta Frida. Cool, pa kar že. Teta Frida Fras. Recimo, ne. Ali pa Tatjana iz Tezna, ki je poslala Fontana. To je me tudi, ne, bi bilo. Bi bilo, ja. Sploh, če se Tatjana iz Tezna piše, ne vem, Guadalajara, ne, ali pa Fontana Guadalajara. tako da ja, gremo se, če se vam ljubi, bomo zelo veseli. Če bi svojega prvega otroka poimenovali po mestu, kjer se je za vas in vašo boljšo polovico začelo, kak bi mu oziroma ji bilo ime? SMS 051 220 220. Tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Danes je tudi jutro prostih vstopnic pri nas na Totem Radiu, kot smo rekli, 16. maja, Klapa Dalmar z gosti v Minoritih, da prvič malo ne začutimo Orado in Brancina. Ne? Če bi dve karti pošljete ključno besedo Dalmar in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220 in pa v soboto zvečer večni derbi. In ja, vem, ta trenutek v Mariboru v fuzbalu ne govorimo ravno o nekih presežnikih, ampak halo, večni derbi je. Točno to. In Maribor je še vedno največje nogometno slovensko mesto. Ja, Tako in- da mora tako tudi ostati. In na Maribor tribunah. je in bil in je in bo šampion na tribunah zagotovo. Točno tako. In zdaj, če veš, ker se nekateri pogovarjajo o bojkotu in da ne bomo prišli, ne bomo šli in to je brez veze.
tako se ne govori, ko je večni derbi. Tako se enostavno ne govori, ker pač mi tam ne samo da pač navijamo, mi tam predstavljamo naše mesto. In seveda bodo vsi gledali to tekmo. In kako bo zdaj izgledalo, če bo tribune na pol prazne? Točno tako. Se bo neko sporočilo, samo se vsi že vejo to. Nič ne bomo novega povedali, če bomo bojkotirali ali pa se vsi vejo, kakšna je situacija. Vsi vejo, da smo v buli. Ja. Kakorkoli obrneš. Ampak večni derbi je večni derbi. Proste vstopnice imamo, greste na naš Facebook in nam poveste, če bi šli zraven in počakate, da vas izžrebamo, čisto preprosto bo tak, ne samo danes zjutraj, skozi ves dan. In se veste, ne? Zdaj je tak, ne veš, kak bo že zelo kmalu. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In če se prav spomnim, 2 dni nazaj so se spet spremenile cene goriva. Drži. In to ne navzdol, ne. Nažalost ne. In verjetno bodo še rasle te cene, zato je seveda pomembno, da pač tudi privarčujemo, kjerkoli se le da, zdaj bodi si, da gremo, zdaj vreme je, na bicikl, javni promet, ampak tudi, če enostavno ne gre drugače, obstajajo načini, kako lahko tudi z načinom vožnje nekoliko prihranimo. Zato, ampak zakaj bi mi bili pametni, če pa imamo za to strokovnjake, inštruktor varne vožnje pri AMZS, Daniel Granda, dobro jutro. Torej najprej morda, koliko lahko prihranimo in na kak način pri speljevanju. Takrat, ko moramo avto prestaviti iz mirovanja v gibanje, takrat avtomobil tudi porabi daleč največ goriva. Zato vedno speljujte, če se le da v prvi prestavi, praktično brez plina, kajti sodobni avtomobili so narejeni tako, da ko spustite sklopko, avto sam avtomatsko doda približno 300 vrtljajev in potem avto spelje sam pri približno 900 vrtljajih. Potem pa je treba čim prej prestaviti v višjo prestavo, ko avto prestavimo za eno dolžino, že prestavimo v drugo prestavo, pri tem vrtljaji nič ne narastejo, torej nič skoraj ne dodamo plina. Potem v drugi prestavi dodamo rahu plina, ne? In pazimo, da menjamo v višjo prestavo pri nekako 2000 vrtljajih motorja, ne glede na to, ali vozite dizelski motor ali vozite bencinski motor. Aha, Dobro. delaš to, Jeger? Dela sam, ne. Ema, zdaj kome CPP dela teorijo. Jaz ne vem, o čem. Jaz pa delam tako. Ampak poslušaj, Ema. Ja, poslušaj, ker ful razumem. ker ti si še... Če ne ve, kaj predstavlja. Ja, Kaj bo- dobesedno. Kaj dobro, no. Kaj pa inštruktor varne vožnje pri AMZS Daniel Granda, kaj pa pri zaviranju? Čim večkrat poskušajte zavirati z motorjema, ne? Zato ker takrat je dejansko poraba nič litrov goriva, takrat avto v bistvu deluje kot kompresor oziroma motor avtomobila deluje kot kompresor in takrat lahko največ privarčujete. Aha, Dobro. se pravi, če je kdo pameten, ko se vozite, pa pravi, ne bom z motorom bremzo, zato ker mi bo ful žr, ravno obratno je, takrat, kot smo slišali, motor ne porabi praktično nič. Kaj pa vožnja po mestu, kak se da tu prihraniti? Pri vožnji v mestu avto porabi več kot pri vožnji zunaj mesta. Zato ker se morate v mestu vedno ustavljati in speljevati. In to je tisto, kjer avto porabi največ goriva. Zato poskušajte pri vožnji v zastojih voziti na tak način, da se čim manjkrat ustavite. Oziroma, da lezete po polži. Kajti na ta način bo tudi poraba goriva bolj ugodna. Mnogi so tudi prepričani, da z zelo počasnim pospeševanjem privarčujejo. Žal ne. Če zelo počasi pospešujemo, potem dolgo časa pospešujemo do neke hitrosti. Je res, da porabljamo manj goriva, vendar ga porabljamo dlje. Torej boljše čim prej pospešiti do neke hitrosti in potem to hitrost samo vzdrževati. Upam, da so to slišali mnogi, ki so Ja. že marsikomu spili živce. Jaz sem zagotovila, zakaj imam tank mesec pa pol. No vidiš, ker pač divjaš. Če pa kaj ne? pa znam speljati. Kaj pa po avtocesti? Svetujem vožnjo tam okrog 110 do 115 km/h, kajti nad to hitrostjo zračni upor skokovito narašča. Težavo, ki pa jo imamo pri sodobnih avtomobilih, pa je v tem, da so zaradi varnosti bolj škatlaste oblike spredaj, kar pomeni, da pri višji hitrosti je zračni upor zagotovo višji in temu pa potem narašča tudi poraba. Slednja stvar, ki je zelo pomembna, da imamo čim manj krame v vozilu in pa da odstranjujemo vse stvari, ki nam povečujejo zračni upor, predvsem so to kakšni nosilci za kolesa, takrat, ko jih nimamo gor, ali pa kakšni kovčki.
Ali pa, ko imate fantoščino, ne, dajte ga dol vzeti. Dobro, pretiravam, ampak ja, sami smiselni nasveti. Kaj pa so recimo najbolj pogoste napake, ki jih delamo voznice in vozniki? Da vrtijo motorje previsoko, torej prestavljajo prepozno. Pri tistih, to je pri klasičnih menjalnikih, pri voznikih, ki pa vozijo avtomatske menjalnike, pa se je treba zavedati, da je pri avtomatskih menjalnikih potrebno imeti čim bolj togo nogo na plinu, kajti za vsako boste dodali in odvzemali plin, se porabo povečuje. Čist praktični nasvet za vsako dnevno vožnjo po mestu. Prva stvar, na pot pojdimo pravočasno oziroma malo prej, kot smo šli na pot včeraj. Kajti takrat, ko smo pod stresom, časovnim stresom, takrat ne moramo razmišljati, da bomo vozili varčno. Absolutno, in varno. Strinjam, da je to ja, nekaj. pri avtomatiku pa je res pomembno, da ne nihaš dosti z nogo, nastaviš in pustiš, držiš in tako. pustiš. Tak da, ja. Ja, hvala lepa, inštruktor varne vožnje pri AMZS Daniel Granda. Izjemno veliko koristnih nasvetov smo dobili danes in Ana je pač zadovoljna, da vidi, Ana da je pravilno prvakinja. speljuje. Tako. In ker je danes četrtek, ljudje, mi si moramo pogledati v portale. Res? To delamo ob četrtkih. Dobro. Ko Ana pogleda v moške portale, pa kaj se prime, in ko Jeger svojim feminilnim štihom, ne, pogleda na ženske. Jo. Torej? Kaj bomo, Jeger? Ja, ne vem, lahko jaz začnem. Okay. pa daj. Okay, Pa jaz daj. na enem ženskem portalu najdem članek, pravi, ali naj bo pokrov WC-ja odprt ali zaprt. Zaprt, pika, gremo dalje, jasen. Ok, torej na moških. Ja, jaz sem treniran, jaz zaprem. No, ok. Če kdo slučajno ni treniran, ne? Kaj to sploh možeš za razpravljati? Ja, ne, ker eni pač ne na. Ja, Eni okay. pač niso tako Ja, vem, natrenirani. da eni ne, no, ja. No, potem dajte začeti spuščati pokrov, ker lahko zmanjšate s tem količino bakterijskih aerosolov tudi do 50%. Wow. In potem so še zapisali, da če splaknujete WC z dvigenim pokrovom, se Vse šprica, ja. mikroskopski delci vsega, Tako, kar je šlo pred pošla tem froko noter, po brisači, razpršijo v radiatorju. okolici. Dajte zapirati, evo. No. Okay, jaz sicer s tem nisem imel težav, ker sem znotraj čist kot solza, ne, ampak pač je šlo za estetsko. On ne hodi na WC. Ne, to ne, samo pač. Ok, torej, super, Jeger, hvala. Lepo si našel. Lepo. Kaj pa ti na moških portalih? Jaz sem pa našla eno zanimivo zadevo, in sicer vemo, da naša večerna rutina, vsaj bom rekla tu pri nekaterih, vem, v naši jutranji ekipi, vključuje brskanje po družbenih omrežjih in Pri meni tapkanje po ne. telefonu pozno v noč. Ne? Jeger, to vem, ti si zadnjič povedal, da to počneš. To počnem, ja. In to pač dodatno stimulira možgane in otežuje sprostitev. In zato zdaj v ospredje stopajo neki preprosti rituali, ki pa mogoče opuščajo to in pomagajo telesu, da se izklopi in da se ti lepo pripraviš na počitek in da zjutraj ne zgledaš tako, zgledaš. Ne? No, poslušaj, nič ni tako, nič ni težkega. Bom ti dal malce. Nič ni vstran, zapletenega. evo, tu imaš. Ne, se ni smisla. Poudarek je na majhnih učinkovitih navadah, ki pomirjajo torej živčni sistem, in to je dark showering. Se pravi, ti se prhaš v temi. A ja, ok. Kaj je? Jaz vam sploh ne morem nič razložiti. Se ne morem No, zadovoljiti. ja, nadaljuj. V glavnem, trend je, da se ti prhaš v temi oziroma v pol temi, zato ker to tebi, se pravi, zmanjšana izpostavljenost svetlobi, potem spodbuja ta hormon spanja, torej melatonin, in pomaga znižati raven hormona stresa in potem lepo zaspiš. Torej ne pri polni luči, ampak pri mali lučki. In če se ti zdi to preveč komplicirano, pa pač naredi drugače, naslednjič, ko bo spet kuntak in te prispal pri tebi. Pa. Ok. Kaj si rekla, Tako se je slabo slišalo. slišalo? Kaj je slabo? Slišalo se je, Ne. Ana, oprosti, ampak slišalo se je kot ena izprijena praksa. Ne? Ja, res je. Ja, ni ne. Dark shower, v redu je. Tudi naša študentka Ema je tu skupaj, želimo dobro jutro. Dobro jutro. In ena kratka šola v naravi, Ema, da preverimo, kak si poslušala. Malo nazaj smo se pogovarjali z inštruktorjem varne vožnje pri AMZS, gospodom Grando, in je dal nekaj koristnih nasvetov na temo, kako prihraniti oziroma bolj ekonomično voziti. Okay? Ja? Si poslušala?
sam. Ker zdaj hodiš k teoriji, zato je treba Hodim, te ja. stvari že zdaj te pripraviti. Okay. Koliko goriva porabi avtomobil, ko zavira z motorjem? Ne vem. Manj kot Ne vem sploh, kje je Skoraj motor. nič, ker deluje kot Ne vem kompresor. sploh, Kje je kje je motor? Ja, kje se nahaja? Okay, Katerem Ema, delu? zdaj pa gremo še enkrat. Začelo se je z velikim pokom. Dobro? Dobro jutro. No, da, Ja, alergije, se veš, vsake toliko Kak časa. Zdaj alergije? pa, hude. kaj na grlo ti gre. Ja, pa kiham, pa se veš. Danes se gremo eno fino igrico, Tine, tudi s poslušalkami in poslušalci. In sicer, če bi prvega otroka poimenoval po kraju, mestu, karkoli, kjer se je začelo zate in za tvojo ženo, kak bi mu oziroma ji bilo ime? Kero, zdaj. Aktualno rečemo. Ne? Ojoj, Juj. ne veš. ja vem, Ja, no. zdaj zbiram, lahko si bi izbral, kaj bi Okej, bilo to boljše. se Otroka, recimo, da imaš dva otroka. Da imam dva otroka, da sta dvojčka. Ja. Pa bi bila Jokis pa hipodrom. Vrej, ne? Jokis pa hipodrom krinja nič. Zveni kot neki band, veš, taki. Z malo Dobro ime, kitarico. hipodrom. 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 Nehaj špilati Pa igrice. pusti Joki za primeru, kaj ga tepe spet. Kaj si ti prej rekel? Čebelarski dom? In solo bo danes zapela čebelarski dom Jeger. Ali zapel? Zaplesala, zapel. Okay. Tine, kaj si nam pripravil danes? Kaj ste zdaj delali v čebelarskem domu? Jaz sem se En rojstni vprašala. dan je bil, kaj? Čebelarski dom. Čebele so bile prehlajene, pa ste jim šale Ne, to je vezali. veš ono, najprej bom na najslabše pelal, tako da ne manj več zajebat, pol pa samo še njuje. Pa, Samo gor še gre. Ne? Da veš. Kaj imamo danes, Tine? Vemo, kdo je bil Benjamin Franklin, Vemo. Ja. Mislim, da je Na $100 je, ne? Ja. eden od ustanovnih očetov Amerike in la. Pač, Ja. skratka, bil je pa tudi velik šalivec. Pa znanstvenik. Znanstvenik bil je tudi velik šalivec, napisal eno knjigo, ker je baje oboževal, zdaj, vem, da se smešno sliši, ampak oboževal je prdenje. Aha, Okay. Da se ni Napisal, pisal, ja. ja, Fras Ali ali kak? Medvar. Možno, Bi lahko, ne? Benjamin Fraz, Medved. No, Napisal je tudi knjigo z originalnim naslovom The Royal Academy of Farting, oh, oziroma so potem skrajšali naslov Royal Farting, ne? Fart Proudly, Ah, okay. prdi ponosno. Dobro. Tako da, Dobro. In? ja, ne vem, pač, A ja, nisi, ne veš kaj, no, mislim, ja, kaj. celo sem prebral, zdaj pa obnovo 16 minut govoril. tu. Ne pravim pač, da je človek bil kar pameten. Pa umplina, ampak, zgleda. Dobro. Mata pa nekaj skupnega, Benjamin Franklin pa naša študentka Ema. Da ne ve, da je motor. Ja, ker Ja. takrat še ni bilo, ne? Res? Ok, da gremo z Daj. muziko dalje. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In danes se gremo eno fino igrico in sicer igro, da nam napišete v SMS-u na 051 220 220. Hvala lepa, mimo grede vsem, ki ste že pisali. Če bi otroka poimenovali po mestu, kraju, kjer se je vse začelo za vas in vašo polovico drugo, ne? Kak bi mu oziroma ji bilo ime? Nepodpisan SMS piše, moja hčerka bi bila Lombarda. Ja, v klepaju kurčul. Dobro. Lombarda Horvat. Zakaj, Pa zakaj priimke? Ti vedno imaš priimek da dam zraven v kontekst. perspektivo. Ok, še Kaj? nepodpisan SMS, Fašenk Markovci. Jo, Fašenk Markovci, pšaj. ne spet. Ja, ne, Ja. Je. tako da je. Pašek, M. Pšajt. Anita je pisala in pravi, da bi bil Artur, ker se je začelo v baru Artur. A, pri Štuku. ampak pač je napisala, da
Bog ni namenil Arturja, ker ima ta 3 punce. Tu Ja. zelo vredno se je razpletlo, Anita. Ampak Artur je kul ime, ni? Ja, Manuela bi recimo potem takem poimenovala otroka Super Lee. na Ptuju. Ne, dobra, ne? Vrhunska, super Linovak. Recimo. No, to je lepo. Okay. Potem še nepodpisan SMS, ki pravi teletekst. Kaj? Kaj? Ne vem zakaj. Teletekst. Teletekst krajnc? Ja, recimo. Okay. In pa še, ta pa je zgodovinska, Klub 83. Ne veš, Na ne, mačivka ne z veš, igrom. ne veste. Ne. To je bilo tam, veste, kje je pumpa na Tržaški. Ja. Kjer ste Ja. pumpi, no, in zdaj, če se od one pumpe pelješ proti križišču, je na levi strani, včasih se ne vem, če še je ta nizka stavba, sploh ali so to že porušili. Tam Čakaj, notri kam je. se pelješ proti Hočam? Proti mestu, proti semaforjem, Ja, ne, ja, ja. proti glavnemu križišču, ne, tam je. Ajo, Ja. Klub 83. Ja, ja. Lepo. Veš, zakaj Klub 83? Ne, Ugani. ker je tam Tržaška 83, ali kaj, ne vem. Možno, ker jaz tudi ne vem. Ja, tako- ja. Aj, Ne, dobil spet. Tako da vabljeni, da sodelujete v tej naši igrici, gremo se še do 9. Napišite v SMS-u na 051 220 220. Pa dobro jutro. dobro jutro. Tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay, zdaj pa tak, najprej Jeger Dule te je podučil, da je nekoč Klub 83 Maribor bil, ker se je leta 83 odprl. Ne? Ok. Hvala lepa za To to. še tebe ni bilo, to je bilo desetletje pred tabo v bistvu. Slabo desetletje. Ja. Desetletje, ja. Drugače pa se gremo eno zelo zanimivo igrico danes zjutraj. Če bi otroka poimenovali po kraju oziroma mestu, kjer se je vse skupaj začelo za vas in vašo drugo polovico, kako bi mu oziroma ji bilo ime? In sicer, tako je recimo napisala Ančika, sin bi bil Portorož, hči bi bila Ptuj, v oklepaju delavnica, Portorož v oklepaju plaža in druga hči Maribor, v oklepaju spalnica. Pa polje v naslednjem SMS-u napisala, pa to ni za javnost. Tako da, Upsi! super. Ja, no, to ne more. Ja, to ne moreš, ne. Začetek je. Hvala, Ančika. Recimo, Denis je napisal, da bi, če bi se to šlo, da bi ji bilo ime Urška, zato ker je zdajšnjo ženo spoznal pri bivši punci. Jo, Denis. In recimo še tako piše, najin sin bi bil Petelin Novak, ker je bilo v Petelinu v Dobrovcah. Robert je napisal še ena, ki bi bila Super Lee. Okay. En je napisal tudi, oziroma ena nepodpisana SMS, Kaskaja. To je bilo kar, ne? To je bil tudi klub, diskoteka. Ne, to je pač na Prušnikovi. Kafič. Okay. Marko je napisal, moja bi bila Tinder. Končno. Končno nekdo, ne, ki je malo bolj modern. In pa še en, tudi, ok, nepodpisan SMS, tovarna sladkorja. Kjerkoli se lahko zgodi, ja, tako gremo se v to igrico in hvala vsem, ki ste že pisali ali pa še boste naprej v SMS-u na 051 220 220. Dobro jutro. Dobro jutro. In ja, napovedovali smo in res je, danes je tudi jutro prostih vstopnic. 16. maja v Minoritih dalmatinski večer klape Dalmari z gosti. Nepozabno bo, kot smo rekli, da prvič malo ne, hobotnico izpod peke. Fajn krompira. Litvo seveda. V spomin prikličemo, no, in dve vstopnici lahko dobite, ne samo danes zjutraj, še skozi dan na Totem radiju, če pošljete ključno besedo Dalmari in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220 in za danes zjutraj je bil izžreban Gregor, pa da vidimo. Zvoni, samo javiti se še mora, ne? Ja, prosim. Ja, dobro jutro, Gregor, Dejan, Ana Jeger, to ti radio tukaj. Ja, pozdravljeni.
Ja, to ti so, ja, ok. A te pa ja. Smo te malo presenetili, Gregor. Ja, to pa res, ja. Okay. No, ampak dokler je torej presenečenje prijetno, vse štima. Ja, Ja, ker si poslal, da bi rad šel na koncert Klape Dalmari 16. maja v Minorite, je tak? ja, to sem v bistvu za moja dva starša. Pa daj, To pa še kako? lepše. Bravo. Ja, pa Tako bravo. da bi jaz to njima podaril to karto, no. Dve, ne, v bistvu. ali bi Eno, ja, samo- valjda. Ali bi samo mamo Samo poslal? Futero, prosti. Ja, ok, Gregor, to je zelo lepo, lepa gesta, ampak vseeno se boš moral še čisto malo potruditi, ok, za ti dve karti. Joj. Ja, no, Okej. glej, vse sta ti dala starša. Ja, ne. To malo, zakaj se moraš potruditi. Točno tako. Gregor, in sicer, veš, ne, ko pomisliš na morje, katera žival ti najprej tako odzvanja v mislih, ko rečeš morje. Škržat. Dobro, pa še ena je, ok, škržat, ja. Tudi v luftu. Bolj. Bolj leti, Ja. dlje leti kot škržat, ne? Pa avto tipo serije, recimo, ne? Pa na Ja, plačo galebi. hodijo. Galebi, tako. In Gregor, za dve karti, ki jo boš podaril, in mi seveda aplaudiramo za to lepo dejanje svojima staršema, mi prosim, oziroma nam nazorno prikaži, kak bi recimo zvenel galeb, ki bi prišel zjutraj iz hiše, pa videl, da so mu kune kable v avtu požrle. Oh moj bog, zato zdaj... Ja, oh moj bog, ok, kaj si rekel, oh moj bog, ja, ok. Ker jaz bi, ne, verjetno jezen, ne, Verjetno. Ja, tak, ja, to je sraka, da je. Ja, ne, samo ne pse, ne jezen, pa ali prije. zakaj? Veš, ko vidim, ne. Okay. Na tak način. Gregor, prekrasno, Dobro. dve Hvala karti lepa. sta tvoji, naj se tvoja starša mata fajn in imaš pohano v dobrem ziher. Ne? V redu, hvala. Ajde, Gregor, Lep dan, čau. adijo. Enako, adijo. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.